Po tekmah pokalnega tekmovanja med tednom in mariborskega nastopa v Ligi prvakov bodo prvoligaši med vikendom zaključili prvo četrtino prvenstva. Vsak petek se bomo sprehodili med 5 pari v naši novi rubriki Napoved kroga. 9. krog bo otvorila predstava za sladokusce v Kopru. Ekipi, ki sta lani ob koncu sezone zasedli drugo in prvo mesto, se bosta srečali letos prvič. Mariborčani bodo z vročim Luko Zahovičem, ki je 5. zadetkom v prvi ligi Telekom Slovenije dodal tudi gol v elitnem evropskem tekmovanju, iskali priključek k vrhu lestvice. Trenutno s tekmo manj za vodilnimi Domžalami na 3. mestu zaostajajo za kar 9 točk. Luka Koper je v 8 tekmah zbrala zgolj 12 točk, kar je kot prva letošnja trenerska žrtev plačal Rodolfo Vanoli. Odkar ga je na klopi zamenjal Alen Ščulac, so Kanarčki slavili dvakrat. Ali lahko ponovijo uspeh proti aktualnim državnim prvakom? Podobno kot Koprčani se tudi velenjski Rudar ne more pohvaliti z dobrim začetkom letošnje sezone. Potem, ko so se lani uvrstili v Evropo, knapi z 9 točkami v 8 tekmah ne morejo biti zadovoljni. Računajo na pomoč nove okrepitve, povratnika Damjana Trifkoviča, ki se je vrnil po 2 sezonah pri ljubljanski Olimpiji. Celjani so po uvodnih porazih v prvih 2 krogih zdaj neporaženi že kar 6 tekem. Medtem so na Areni Petrol gostili tudi Maribor in Olimpijo. Toda ali lahko prekinejo prekletstvo domačih tekem z Rudarjem? Celjani so jih na Areni Petrol nazadnje premagali 5. marca 2011. Po pogledu na lestvico je jasno, da bo derbi 9. kroga odigran v Domžalah, kjer se bosta pomerila neporaženi Domžale in Olimpija. Domžalčani še niso oddali točk, Nejc Vidmar pa v ligaških obračunih ni prejel zadetka že 810 minut. Med tednom so ga sicer v pokalu ognali Kranjčani, ki pa niso mogli ustaviti domžalskega napredovanja v naslednji krog. Na drugi strani v Domžale prihaja Olimpija, ki je zadnja v 35. krogu lanske sezone vzela domžalski skalp prav v gosteh. Takrat sta bila usodna Omladič in Vukčević. Slednji se je med strelce vpisal tudi na zadnji tekmi Olimpije v pokalu, ko so Ljubljančani premagali Korotan. Če bomo v tem krogu videli derbi med prvim in drugim, pa bodo gledalci v Novem mestu videli tudi tekmo med predzadnjo in zadnjo ekipo. Dolenjci bodo v vlogi favorita, slednjo ne prevzemajo le zato, ker so v ligi vseeno nekoliko boljši od Radomelj, pač pa tudi zato, ker so v pokalnem tekmovanju uspeli izločiti Velenjčane in v derbi Začelja prihajajo s pomembno zmago za samozavest. Radomljani pod vodstvom Dejana Đuranovića iščejo prve točke. Če so bili nekajkrat že blizu, pa bodo upali, da jih ravno tekma proti Krki usmeri na drugačno pot. V zadnji tekmi kroga bo Zavrč na Ptuju gostil Gorico. Nobenemu od nasprotnikov v zadnjem krogu ni uspelo zmagati, se pa lahko Goričani pohvalijo z nekaterimi novinci, ki naj bi dvignili konkurenco v ekipi. Ta je po lanski odlični sezoni letos popolnoma prenovljena, po mnenju Italijana Apolonija na klopi pa nič manj kakovostna. Zanimiv bo dvoboj Mihe Kokola z bivšimi delodajalci, ukolikor bo dobil priložnost. Goričani pa se nadejajo vsaj priključka sredini lestvice s morebitno zmago. Zadnji krog prve četrtine prvenstva, ki je ponudil odličen nogomet, lepe zadetke s potezami ter novimi imeni na naslovnicah, pa prinaša še eno novost. Gledalci bodo lahko tekme prve lige Telekom Slovenije gledali kar v 3 neposrednih prenosih. Planet TV bo prenašal tekmo med Luko Koper in Mariborom, dvoboj Domžal in Olimpije bo v prenosu na TV Slovenija 2, novinec v tej družbi pa je Arena TV, ki bo prenašala tekmo med Celjem in Velenjem.